Danes v Pomurskem dnevniku načrti za okrevanje in odpornost, digitalno covidno potrdilo, Paloma z novim strojem, cepljenje brez naročanja. Jutri bo spremenljivo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj napovedala, da bo komisija prihodnji teden začela odobravati nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, denar pa naj bi začel pritekati v prihodnjih tednih. Komisija je doslej prejela nacionalne načrte 23 članic, ki pošiljajo zelo jasno sporočilo, in sicer, da so Evropejci pripravljeni na nov začetek. V manj kot leto dni od začetka snovanja načrtov se tako začenja okrevanje. When we look back, COVID-19 pandemic started more than a year ago. European institutions have together taken unprecedented swift and strong action. First with emergency tools, then with tools designed to boost the recovery and to build a fairer, greener, more sustainable and resilient future. This is where the RRF comes in. Nacionalni načrti držav članic bodo sedaj podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega instrumenta za okrevanje. Next Generation EU donne à notre Union le pouvoir d'investir des centaines de milliards dans une reprise commune dont nous avons le plus grand besoin et d'investir dans nos priorités communes. Avec Next Generation EU, nous transformons notre continent pour des décennies à venir. Nous numérisons nos économies, nous faisons du pacte vert pour l'Europe une réalité et nous rendons nos sociétés plus fortes et plus résilientes. Notre plan vaut 750 milliards d'euros. C'est le plus grand projet de relance déployé en Europe depuis le plan Marshall. Sklad bo podpiral najbolj ranljive v naši družbi, ki so bili najbolj prizadeti v pandemiji koronavirusa. Zelo me veseli, da smo danes pri sklepnem dejanju sprejemanju Evropskega socialnega sklada Plus, ki bo združil in nadgradil sredstva, ki so bila prej razdrobljena v različnih skladih. Investicije v zeleno in v digitalno, v preobrazbo našega gospodarstva so res zelo pomembne, vendar brez vlaganj v ljudi ne gre. Preobrazba gospodarstva, ki smo jo načrtovali leta, se je morala zaradi krize zgoditi na hitro in nam prinaša seveda tudi številne izzive. Sklad, ki bo vodilni inštrument na področju vlaganja v ljudi in ki bo prispeval k financiranju izvajanja načel Evropskega stebra za socialne pravice, torej prihaja ob pravem trenutku. Pomagal bo graditi bolj socialno in bolj vključujočo Evropo in podpiral države članice pri spopadanju s krizo, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. Države članice morajo s pomočjo evropskih sredstev narediti res vse, da ljudje ne bi živeli v pomanjkanju. Sklad bo tako podpiral najbolj ranljive v naši družbi, ki trpijo zaradi izgube delovnih mest, zagotavljal bo naložbe v mlade, ki jih je socialno-ekonomska kriza še posebej prizadela, namenjen pa bo tudi odpravljanju revščine otrok, zagotavljal bo hrano in osnovno materialno pomoč najbolj ogroženim. Evropski socialni sklad Plus je torej sklad za ljudi. Poslanci so v razpravi, ki je sledila, opozorili, da je potreben nadzor nad porabo sredstev, da bodo ta pravilno uporabljena in šla v roke tistih, ki jih res potrebujejo. We expect a balance between investments and reforms should also start now. We spoke a lot about investments, about the amounts of the money spent, but reforms are equally important. Reforming means strengthening the European Union, and we count on the European Commission to really be an advocate for reform processes at national level. Načrti sicer določajo reforme in javne naložbene projekte, ki jih države nameravajo izvesti s podporo mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del instrumenta. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so včeraj poleg načrta za okrevanje zaključili tudi zakonodajno delo v zvezi s svežnjem o evropskem digitalnem covidnem potrdilu, ki bo omogočilo potovanja po Evropski uniji in prispevalo k gospodarskemu okrevanju.
Nacionalni organi bodo potrdilo izdajali brezplačno, na voljo pa bo v digitalni ali papirni obliki, kjer bo navedena koda QR. Z njim bodo posamezniki lahko dokazali, da so bili cepljeni proti koronavirusu oziroma da so nedavno prejeli negativen rezultat testa ali pa so bolezen že preboleli. V praksi to pomeni 3 različna potrdila. S pomočjo skupnega okvira Evropske unije bodo potrdila veljavna in preverljiva po vsej Evropski uniji, tako da ne bo možnosti za goljufije in ponaredke. The EU Digital COVID Certificate will make it easier for EU citizens to exercise their fundamental right to free movement. The certificate, which will be free of charge, will be issued by all the member states and will have to be accepted across Europe. It will contribute to a gradual lifting of restrictions. The EU Digital COVID Certificate will be easily accessible. Member states will not be able to impose additional travel restrictions on the holders of EU Digital COVID Certificate, unless such restrictions are necessary and proportionate to safeguard public health. Vsi osebni podatki morajo biti obdelani v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov. Certifikati se bodo preverjali zunaj spleta, osebni podatki pa se ne bodo hranili. Potrdilo bo sicer v veljavi in uporabi od 1. julija 2021. V Sladkem Vrhu je Paloma včeraj slovesno v uporabo predala nov papirni stroj vreden 41 milijonov evrov, kar predstavlja največjo naložbo v slovensko papirniško industrijo v zadnjih 40 letih. Slovaki, ki jim je Paloma pred 5 leti prodal slovenski državni holding, zagotavljajo, da s tem ohranjajo delovna mesta in napovedujejo nove naložbe. Ob spominu na prizore praznih trgovinskih polic s toaletnim papirjem v času epidemije je predsednik vlade Janez Janša izpostavil, da ima naložba v nov papirni stroj tudi strateško dodano vrednost. Nov papirni stroj v Palomi proizvaja 5,5 metrov širok papir s hitrostjo proizvodnje do 2000 metrov na minuto. Vsak dan bodo s tem strojem tako v Sladkem Vrhu proizvedli do 220 ton papirja. Ten jediný stroj pokrie celú spotrebu Slovenskej republiky hygienických produktov za 5-6 mesiacov. Predsednik vlade Janez Janša je na slovesnosti o predaji stroja v uporabo izpostavil pomanjkanje higienskih izdelkov po Evropi v času epidemije. Pomembno je, da imamo določeno proizvodnjo tudi doma, da imamo znotraj Evropske unije, da takrat, ko je kriza, naenkrat vsega ne zmanjka. In naš pogled na investiranje pa na globalne trende in na delovanje globalnega trga je epidemija v veliki meri spremenila. In ni pomembno samo, da nekaj proizvajaš čim ceneje pa kjerkoli na svetu, ne? Pomembno je tudi to, da je to realno dostopno. Tudi takrat, ko se logistične verige trgajo zaradi takšnih ali drugačnih kriz. Slovenski državni holding je Palomo pred 5 leti prodal slovaškemu poslovnežu Milanu Fili, ki je svojo skupino podjetij največji proizvajalec toaletnega papirja v srednji in vzhodnji Evropi. Kljub dogovoru s sindikatom, da bodo Slovaki obdržali število zaposlenih in ohranili proizvodnjo, so bili delavci zadnja leta v negotovosti, a lastnik je danes napovedal dodatne naložbe. Načrtujem, da bomo v podjetje skupno vložili 100 milijonov evrov. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je zato prepričan, da je bila odločitev o prodaji pravilna. Predvsem pa to pomeni ohranitev obstoječih 500 in nekaj delovnih mest, predstavlja za ta del Slovenije en velik korak naprej. Projektiranje, proizvodnja in predvsem transport stroja je bil velik logistični zalogaj. Papirniški industriji v Sladkem Vrhu naj bi služil vse naslednjih 30 let. Čo sa týka samotnej technológie, ten stroj je špičkový stroj svetového formátu. Není lepšia technológia, ktorú by sme mohli kúpiť. V prihodnje Paloma načrtuje posodobitev izdelave končnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo z 2 novima proizvodnima linijama. S tem se bo proizvodnja papirna povečala na dodatnih 40.000 ton na leto. V nasprotju s številnimi drugimi panogami je epidemija COVID-19 za papirno industrijo in higienske izdelke prinesla nove priložnosti. Pandémia koronavírusu na odvetvie výroby hygienického papiera má v princípe pozitívny vplyv, pretože ľudia dostávajú viac a viac odkazov, že hygiena je pre zdravý život človeka veľmi dôležitá.
Prav večje povpraševanje naj bi ob novih naložbah bilo zagotovilo, da je obdobje negotovosti v Palomi konec in se bo 140-letna tradicija papirniške industrije v Sladkem Vrhu nadaljevala. Iz madžarskega naftnega velikana so sporočili, da je skupina MOL z avstrijsko družbo OMV Downstream GmbH podpisala dogovor o nakupu 92,25% poslovnega deleža v družbi OMV Slovenija. Dogovorjena kupnina znaša 301 milijon evrov, transakcija pa vključuje 120 bencinskih servisov po vsej Sloveniji. MOL je na slovenski trg vstopil leta 1996 z namenom, da razvija poslovanje tako na maloprodajnem kot na veleprodajnem trgu. Do leta 2011 je podjetje upravljalo 31 bencinskih servisov, vključno s prevzeto mrežo bencinskih servisov Tuš. Na slovenskem trgu naftnih derivatov, ki je bil že sedaj močno koncentriran, se je tako koncentracija tržne moči še povečala. Doslej sta ga močno obvladovala Petrol s skoraj 60-odstotnim deležem in 318 bencinskimi servisi ter OMV z okoli 20-odstotnim deležem. Ta tržna moč pa sedaj prehaja na MOL. V zdravstvenem domu v Murski Soboti bodo v soboto organizirali cepljenje proti COVID-19 brez predhodnega naročanja. Cepljenje bo potekalo v soboto 12. junija od 12.30 do 19.30 s cepivom AstraZeneca v ambulanti za cepljenje zdravstvenega doma Murska Sobota. Vse, kar morate storiti, je, da seboj prinesete kartico zdravstvenega zavarovanja. Cepivo AstraZeneca je registrirano za uporabo pri odraslih, starih od 18 let. Priporočen presledek med odmerkoma pri cepivu AstraZeneca se zaradi boljše učinkovitosti priporoča čez 12 tednov. Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19, se lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Ker se osebe še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni. Do danes je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva cepljenih dobrih 724 tisoč državljanov, z vsemi odmerki pa dobrih 486 tisoč Slovenk in Slovencev. Jutri bo spremenljivo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 24 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 23 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 24, v Lendavi pa 25 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Razmeroma pogosto se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 16 stopinj, dnevne pa okoli 26 stopinj Celzija. V petek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte. V soboto bo več sončnega vremena, popoldanske nevihte bodo manj verjetne. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 16 stopinj, dnevne pa okoli 26 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.